Par tednov nazaj sem hotel temule Flogsterju zrihtati še malo več familije in sicer ful sem se zagledal v Focus RS une prve generacije. Se pravi, to so bili narejeni tam 2,3 do 2,5 letnika, se mi zdi. Vsi so bili samo v modri barvi in avto je bilo narejenih 4500, od tega jih je šlo 2500 za Veliko Britanijo. Zelo mi je všeč pa tudi zato, ker avto izvira iz tiste zlate dobe rallija, ki je pa dominiral Colin McRae. Takrat so bili avti še zelo podobni tem cestnim verzijam, kar je bilo meni ful bolj všeč. Zaradi svojih uspehov pa ta avto ostaja tudi eden najbolj ikoničnih avtomobilov v tem športu. Zdaj jaz sem iskal en tak avto, ki ni čisto v popolnem stanju, zato ker sem si res želel en tak project car in našel sem primernega kandidata z okvaro motorja. Jaz sem se z lastnikom vse zmenil, vse je bilo super, kilometri so bili dokaj nizki, avto je bil kukar toliko v dobrem stanju. Potem sem se pa jaz že zmenil za ogled, za prevoz in 2 dni pred mojim odhodom v Nemčijo jih prosim, če mi lahko posredujejo še šasijo, zato da jaz to zadevo za vsak slučaj preverim. Potem sem pa jaz to številko šasije vpisal v Car Vertical in na moje presenečenje ugotovil, da je imel ta avto 2 škodna primera in pa 9 let nazaj, se pravi leta 2015, je imel avto 220 000 kilometrov, danes v oglasu jih ima pa 117 000. Tako da te kilometri so me v bistvu najbolj zmotili. Tista škoda še ni bila neki baš, pa tudi avto bi imel za project car, tako da bi pa, če bi bilo kaj takega, bi itak popravil. Ampak da ima pa avto skoraj krat 2 kilometrov, pa pač to ne gre skozi. Sploh ne za tako ceno. Sem vam pa zrihtal tudi 20% popusta na Car Verticalu, tako da lahko tudi vi preverite avto, ki bi ga radi kupili in se pač izognete nekim neprijetnim situacijam in prevaram. Tako da res toplo priporočam, če kupuješ avto, da ga preveri s Car Verticalom. Bom vam pa seveda tudi spodaj v opisu tega videa pustil link do njihove spletne strani. Jaz grem pa zdaj naprej iskat svojega Focusa RS Mark I. Pa upam, da kaj najdemo. Nekaj časa nazaj sem vas na Instagramu vprašal, če ima kdo kakšno vprašanje za MOL. In zdajle se ravno kar peljem v Ljubljano, kjer se bom srečal z Robertom pa Urško iz MOL-a, ki bosta v bistvu najbolj primerna, da odgovorite na ta vprašanja. Jaz sem res vesel, da kot ambasador MOL-a, pa bom rekel predstavnik nekih avtomobilističnih navdušencev, da imam možnost dostopa do takih informacij z prve roke in te res z veseljem pol tudi delim z vami. Evo, avto se tanka, mi pa kar poiščemo Roberta, da nam pove malo več na temo goriv. Zdajle je z mano Robert iz MOL-a. Živijo, Robert. Hvala, da si se oglasil. In Robert nam bo malo več zdaj povedal od teh MOL goriv. Pa kar začniva v bistvu s tem, odkje dejansko MOL sploh dobi svoja premium Evo Plus goriva. Evo, Rok, dobro vprašanje, to nas mnoge stranke sprašujejo. Poglej, tukaj je avtocisterna, ravno kar prispela z polnim tankom goriva iz rafinerije na Madžarskem, z MOL-ove rafinerije. V tem prihajajo vsa premium Evo Plus goriva na naše bencinske servise. Se pravi, dejansko MOL ima svoje rafinerije in pol tovornjaki pripeljejo gorivo direktno sem nam v Slovenijo. Točno tako, 3 lastne rafinerije v tem področju Evrope. Zdaj, drugo vprašanje, ki je bil zelo popularen, seveda vi na MOL-u ponujate tudi Racing Fuel. To je 102-oktansko gorivo, ki je primeren pač bolj za dirkače, motoriste, avtomobiliste in tako naprej. Vprašanje je, kdaj boste ponujali mogoče tudi ta Racing Fuel, ne vem, na ročko ali pa tudi na večjih servisih, no? Ja, dobro vprašanje. Racing Fuel trenutno imamo na parih lokacijah, razmišljamo zdaj po razširitvi mreže tudi na dodatne lokacije. Je pa trenutno v našem fokusu naš prodaja Evo in Evo Plus Premium goriv. Racing Fuel pa prodajamo v 54 litrskih sodih in vi dirkači ga lahko dobite tudi tako, da enostavno dvignete telefon, nas pokličete na MOL. Par dni prej grem jaz na track day, pokličem, rečem na tej lokaciji bi rad prevzel, pa se pač te stvari logistično uredijo, oziroma grem pač na eno bencinsko, ki jih ima trenutno na zalogi. Točno tako. MOL zelo veliko oglašuje ta trojni učinek njihovega oziroma vašega goriva. Kaj je ta trojen učinek, no? Ja, mi o trojnem učinku govorimo zaradi naše
edinstvene, inteligentne Evotech formule. Ta formula, to so dodatki v gorivu, ki zagotavljajo, da je motor čist in ga tudi čistijo. In zaradi tega lahko govorimo o trojnem učinku delovanja, saj ta formula vpliva tako na daljšo življenjsko dobo motorja, na večjo zmogljivost motorja in pa na manjše emisije v okolje. Kako pa recimo lahko dokažete to razliko, oziroma kako lahko mi preverimo oziroma vidimo te dokaze, da pač to res deluje? Naša goriva se ves čas in že dolgo časa testirajo. Sodelujemo z neodvisnim laboratorijem DTC iz Švehata v Avstriji in na naši spletni strani najdete krasne posnetke o delu v tem laboratoriju, o vplivu kakovostnih goriv na notranjost motorja, na posamezne elemente, kot so brizgalne šobe, ventili. Tako da na spletni strani najdete odlične posnetke. Kar veliko materiala, kjer se vidi potem tudi razlika med motorjem z premium gorivi ali pa z standardni gorivi. Razumem, kakšna je ta razlika. Bom jaz itak vse, bom rekel, od tega, kar govoriva, dal linke spodaj, tako da imajo, bom rekel, gledalci direkt lahko vidijo te povezave, no, pa si pač več preberejo na to temo. Pa še eno vprašanje, ki mogoče ljudi malo bega. Videli so, da je zdaj, bom rekel, večina sicer bencinskih servisov v MOL podobi, ampak imate pa tudi nekaj servisov v INA podobi. Kaj je razlika, pa zakaj je temu tako? Res je, sedaj sta obe blagovni znamki, INA in MOL, močno prisotna na slovenskem trgu. Obe znamki sta del skupine MOL. Kar je pa za vas, kupce, najbolj pomembno, je pa to, da na obeh bencinskih servisih, na bencinskih servisih obeh blagovnih znamk je na voljo isto gorivo, torej gorivo Evo in pa gorivo Evo Plus. No, to je pa najbolj ključen podatek. Mene tale Evo gorivo res top, vse svoje avtomobile ga tankam, tako da Robert, hvala ti za tvoj čas. Jaz pa šibam naprej, avto je natankan, pa gas. Hvala tebi, srečno še naprej na tvojih poteh. Hvala, pa se vidimo. Zadeva natankana. Zelo verjetno ste pa že videli tele nalepke. To je v bistvu na vseh MOL-ovih novih servisih, ki so bili prej OMV. Tako da tukaj še vedno je ta Smile and Drive sistem, MOL Move pa še ni na voljo. Zdaj pa sreč, imam jaz danes tukaj Urško iz MOL-a, kukar da bi tole malo po scenariju naredili. Tako da dajmo se pogovoriti, kako to izgleda, kako bo prihodnost MOL Move-a, kdaj se ga bo lahko uporabljalo oziroma kako izgleda, če imate še vedno Smile and Drive kartico. Zdaj pa z nami še Urška iz MOL-a, ona nam bo pa povedala malo več v bistvu od te MOL Move aplikacije, oziroma Urška, kako izgleda zdaj, midva sva na lokaciji, kjer je bil prej OMV, pa je zdaj MOL, ampak jaz še vedno ne morem uporabljati moje MOL Move aplikacije. Kaj to zdaj pomeni zame oziroma za uporabnike Smile and Drive kartice? Kako mi pridemo do teh točk, recimo? Imamo rešitev tudi za to. Tako da, če si se pravi Smile and Drive uporabnik, še vedno uporabljaš Smile and Drive kartico, še vedno lahko zbiraš točke, še vedno lahko uporabljaš točke. Se pravi, bo Smile and Drive deloval do trenutka, ko bomo tehnično, se pravi, spremenili informacijski sistem. Žal je to zelo dolg postopek in enostavno traja, moramo biti malo strpni. Se pravi, potem zamenjavi informacijskega sistema pa pride MOL Move. Se pravi, takrat pa bo normalna uporaba MOL Move-a. Je pa tako, da že danes, če pa si MOL Move član, lahko zbiraš točke na en prilagojen način. Skušali smo se malo strankam približati, da bo to malo bolj enostavno. Tako da komod iz računa, ki ga prejmeš, vpišeš številko, vneseš na spletni strani in se ti potem točke v določenem roku pripišejo. Tako da dejansko lahko, bom rekel, uporabniki MOL Move-a tankamo zdaj že povsod in se nam točke normalno štejejo, sam nekje jih je treba, bom rekel, malo bolj ročno naložiti, na pač tam, kjer je bil pa že prej MOL, se pa pač avtomatsko na aplikacijo naloži. Tako je, tako je. Ko smo pa lih pri MOL Move aplikaciji, jaz moram plačati za Flogsterja, ker sem ga lih kar natankal, tako da gremo noter pa vam pokažemo dejansko v praksi, kako to izgleda. Imamo pa šestko. Živijo? Evo, šestko imam. Smile and Drive kartica. Smile and Drive nimam, imam sicer MOL Move, ja. Tukaj se ovo pa naknadno točke pripisati. Tako, ja. Po računu. Superce. Tako vam dam letake po našem gorivu. Dobro. Tukaj imate račun, zdaj pa to napišete, če ne znate, vam lahko pomagam. Tole kodo upišem not in se mi pol naložijo točke.
se vam naknadno pripiše točke. Ja. Odlično, najlepša hvala. Prosim. Evo, Urška, jaz sem zdaj dobil v bistvu račun in dejansko jaz zdaj upišem sam te cifre in bom imel te točke naložene v Molmov aplikacijo. Tako je. Kako pa pol zgleda za tiste uporabnike, ki so pa trenutno še na Smile and Drive, kako zgleda za njih pol tudi, ko se bo to ukinilo? Oni izgubijo točke, a se to kaj prenese? Prenesejo se ne, ampak ne izgubijo nekih ugodnosti in pa zvestobe, ki so jo imeli prej. Tako da jaz svetujem, da če slučajno tudi ti imaš Smile and Drive kartico, da se registriraš v Molmove in pri registraciji uporabiš številko Smile and Drive kartice. Na ta način boš dobil začetnih 400 točk, vkolikor boš prišel v zeleni status, če pa ne, se upoštevajo tvoji nakupi v zgodovini in boš uvrščen v višji status. In boš lahko hitreje uporabil ugodnosti, ki so značilne za določen status. Cool. Se pravi, če sem bil prej že priden na Smile and Drive, bom tudi tukaj zdaj za to nagrajen. Tako je. Boš nagrajen ali z višjim statusom ali pa z 400 začetnimi točkami. Super. No, Ja. tako da to je v bistvu to za enkrat, se mi zdi. Urška, najlepša hvala, pa mislim, da smo zdaj kar marsikaj izvedeli novosti, oziroma vprašanj, so se kar močno pojavljale, se mi zdi v comment sectionih in par vas in par men, tako da upam, da smo na čim več odgovorili. Če vas pa še kaj podobnega zanima, pa napišite v spodaj v komentar, pa se vidimo kmalu. Tuk za tale vlog, zdaj pa jaz že prištimujem Flogsterja, klele imam orodje, dvigalko, rezervan kolo, zato, ker jutri zjutraj šibam na en tak road trip po Evropi, sicer sam za 4 dni, do Nemčije, do Belgije. Vsak dan se bo ful dogajalo z avtomobili. Zdaj tole nabašemo, v naslednjem vlogu se pa že vidimo na pot. Ajde, čau!